Pozdravljeni. Predstavil vam bom osnovno delovanje programa OBS Studio za zajemanje zaslona. Torej najprej gremo na Google in natipkamo OBS Studio in zraven že damo download. Gremo na prvi zadetek. Da nam na izbiro, ali hočemo imeti download za Windowse, za Maca ali za open source. Zdaj jaz imam Windowse, kar ima večina, in izberemo tega, damo download in program naložimo na računalnik. Ko imamo program na računalniku, imamo par majhnih nastavitev za posnet in naložen imamo OBS Studio. Zdaj lahko imate bližnjico tle, lahko imate bližnjico tle. Vsakič znova nas vpraša, če hočemo res dovoliti spreminjanje naprave, damo OK. In program imam jaz že odprt. Zdaj jaz sem imel težavo, ker mi je bil tlele v ozadju samo črn zaslon. Za to težavo sem poiskal odgovor na YouTubu, in sicer sem napisal OBS black screen. Tlele imate en kup rešitev. Prva, ki sem jo jaz probal, ni šla, uspela mi je pa tale za Windows 10, kjer je na zaslonu smeško. Če vam mogoče tudi ta ni šla, probajte kakšno drugo, zagotovo vam bo kakšna uspela. Je pa odvisno od grafike, ki jo imate na računalniku, od grafične kartice. Skratka, mi imamo zdaj naložen program OBS Studio, tale slikca je odzadaj, zdaj imamo še nekaj osnovnih nastavitev za urediti. In sicer, tlele, kjer so prizori, ga poljubno poimenujete, jaz sem dal test 1, in pa viri, virov imate tle več možnosti. Verjetno boste uporabljali vir zajemanja zaslona. Ja, kar je super, OBS je tudi v slovenščini. No, potem pa imate samo še eno dodatno nastavitev, in sicer greste tukaj nastavitve, lahko da boste imeli to tudi dol. Skratka, kliknete na nastavitve in jaz sem vse pustil pri miru, nič nisem, ker to so že po moje kar dosti profesionalne nastavitve, če se ravno ne razumete, bolj da so pri miru. Ne pozabite, da mora biti od spodaj, morajo biti tipke, prikliči pa uporabi. Skratka, jaz nisem nič to spreminjal, sem si pa nastavil tole hitre tipke. Najbolj pomembne hitre tipke so za začni snemati in pa prenehaj snemati. Imate tudi za pavzo pa nadaljuj snemanje, kar pa jaz v bistvu niti ne uporabljam, začni pa končaj. Jaz sem izbral čisto na desni strani na tipkovnici plus in pa na levi zgoraj escape. Zato, ker sta si najbolj narazen in da jih ne pritipkam, da jih ne tipknem po nesreči, da mi pol kar enkrat snema. Ko imate to nastavljeno, date uporabi in v redu, in ko je program odprt, spodaj ga vidite, lahko začnete snemati. To pomeni, če jaz zdaj hočem snemati, ne vem, neko ozadje, karkoli že, je dovolj, da pritisnem plus, ki sem se ga nastavil med hitre tipke, in to se že snema, kakor se pravzaprav tudi snema v tem hipu. Ko bom posnel do konca,
bom pritisnil samo Escape in snemanje je končano. OBS je avtomatično izbral, kam naj shranim moje videoposnetke, in to je v raziskovalcu pod videoposnetki. Tole, kar se zdajle shranjuje, je pravzaprav že posnetek, ki vam ga jaz govorim v tem hipu. Ko bom pritisnil Escape, se bo posnetek zaključil in to je vsa stvar. Upam, da vam bo uspelo, drugače pa res na YouTubu imate za OBS navodil morje. Jaz sem imel največ težav pri sami nastavitvi oziroma z temnim zaslonom, ampak tudi zato se je rešitev našla. Je pa seveda odvisno od vaše grafične kartice. Malo se pomatrate, ampak ko imate enkrat nastavljen, je pa res snemanje z 2 tipkami, začetek in konec, in to je to. Srečno!